In akcija. Akcija. No, takole, zdaj bom jaz, moja želja oziroma moje sanje se uresničujejo, ne? Jaz sem si želela malo drugačne pogovore, ampak tokrat me je v bistvu Maj, ti si me zvlekel v to, kar bomo zdaj delali, jaz ne vem tega delati, ne? Se tudi to je fora, ko se pogovarjamo midva, ne? Ja, zdaj me bo mladi mož učil, ne? Niso- Oziroma oba mlada moža. Ja, kaj to tukaj Ja, kaj tudi. V glavnem ne, fora je v tem, da podcast, ne vem, ti tudi, to se pogovarjaš tako, ni to, da bi se pol z ljudmi... S kamero ali pa kaj? S kamero pogovarjal, ne. Ni, ne. Ker to je se pravi, to je format, ki je bolj osebno, ne. Ko se pogovarjaš ti, oni so zraven in kako da se nič ne dogaja. Da se pogovarjaš. Nekoga bomo morali imeti, da nam bo kave delo. Ja, da nam bo kave zraven pa sokove. Ja, no, v glavnem to je podcast, ki se vidi, ne, ali kaj. To ni tisto, včasih je bil podcast, tako da si sam poslušal, a ne? Da si v avtu lahko poslušal, Ja, to ne? je videokast, no. Samo Ja. to nekako splošno se zdaj uporablja to kot podcast. No, dobro, evo. No, ti veš, da sem si jaz to želela, YouTube, pa sem ful mislila, da kako bo komplicirano, pa ne vem kaj še vse, pa očitno ni nič komplicirano, samo usedli smo se, ali kaj. Je vse že avtomatizirano. Ja, ni težko več. Ne. Samo moraš vedeti, kaj delaš. Oziroma nekoga moraš imeti, ki ti da to lahko, ki ti posname, nekoga, ki ti malo zedita in nekoga, ki ti bo dal to na YouTube. To je vse. Zdaj že vsak butelj ima lahko YouTube kanal, ne. No, Ja, nam je pa hudo, zaradi tega, ker je to format tak, ki je tebi pisan na kožo, ne. Zaradi tega se sploh o tem pogovarjamo že nekaj časa. Zdaj na Zvezdini skrivnosti so bili videi kratki, bilo je vse tak nek namen, a veš, ti si to, kar si naredila vsako, se pravi, te 4 segmente, ne, in potem je bilo fokusirano v tej smeri, ne. To, kar pa zdaj bomo začeli delati, pa nima fokusa, ne. To je pa v bistvu free for all, ura pa pol, 2 uri se lahko pogovarjaš, priješ. ampak 2 uri je malo preveč, se ti ne zdi? Mislim, 2 uri, jaz ne vem, če bi Če vzela Roga človeku 2 ne uri. gledaš, stari 2 uri pa pol mineta takole, ne. Sploh nisi vedel, kje. Ja, meni ne, mislim, jaz sem si zdaj, ki si mi to poslal, sem si vse pogledala, ne, pa uri pa pol sem že začela malo zgledati takole, ne vem, mislim, Ja. ne, jaz sem dobra, tukaj se bova zdaj midva, pravzaprav zelo zanimivo bo, ker bo moj svet, moj pogled, pa profesionalka sem še, ti pa prihajaš tako, mislim, kar mislim, iz tega sveta, ki gledate, ne, na telefonih, pa non-stop, mislim, vse posod to. Meni se zdi bolj zanimivo Bulte. to, da bova prvič bova tudi tako sodelovala, ker jaz sem zdaj vedno bolj samozavesten glede tega, kaj delam in kako delam in imam neko svojo osebnost sem začel graditi, ne, neko novo in se mi zdi, da bo zanimiva ta interakcija, ne, ko bomo imeli goste. Ja, ko bomo midva imela goste, se pravi, boš ti tudi spraševal in kaj praviš ti, da v bistvu ne smem, mislim, da je point v tem, da v bistvu sprašuješ čisto, kar ti pade tisti trenutek, ali se čisto nič ne pripraviš na to. Imaš kdaj, recimo lahko, če pride človek, ki je napisal knjigo, valjda se pogovarjaš o knjigi, prebereš knjigo, Ja. se pogovarjaš o tem. So neke teme splošne, ampak načeloma, jaz kar gledam, kar je meni najbolj všeč, je to, da ko pridejo do nekega osebnega odnosa, ko reče neki in vidiš, da spustita, se pravi, to ta trend, ne, glavno rdečo nit, spustijo zato, da se potem eni drugi stvari posvetijo. Razumeš? To je meni kul, ne. A veš, kaj mislim? Ne, čisto. Recimo, če ti napišeš knjigo, ti prideš k meni na podcast, mi o tej knjigi pogovarjava. Če ti v nekje vmes pride neko vprašanje, ki se ne navezuje več na to knjigo, je neko osebno, spustiš to rdečo nit, se pogovarjaš o drugi stvari. Razumeš? Ampak se to jaz Greš delam tudi globlje. na oddaji. Delaš, se verjamem, se nisem nikoli rekel, da ne delaš tega na oddaji. Samo da je pač kratko, da nimaš gostov vseh teh, ki bi hotela imeti, Ja, da ne moreš vseh stvari vprašati, ki si želiš vprašati vse, ne. A veš? Ja. Vse ne moreš tega narediti. Tako, ne. No, ampak jaz ti lahko povem, da mislim, jaz se že dogovarjam, mislim, pripravila res dobre goste, tako da smo res imeli kaj za pogovarjati. Ja, upam, da, ja. Tako Se da. me tudi zanima, ja. Jaz pa tudi pričakujem, da boš ti pripeljal kakšne svoje, tako iz svojega sveta, iz, Kaj pa je moj svet po tvoje? ja ne vem, svet tako teh Ker to, mladih. si isto rekla. Veš, katerih svet tistih, ki jaz sem videla, zdaj, če takoj začneva, naprimer in Medias res, ko sem gledala in si mi razlagal, kako je zdaj en ravnokar, ne vem koliko tavžent zaslužil na kriptovalutah. A veš, kaj je meni tako zletelo skozi možgane? Mislim, zakaj si človek vedno tako zelo želi na easy, sam zasluži denar, pa nič zraven dosti, se pravi dvakrat klikniti pa imeti denar. Kaj je to? Mislim, Zakaj si pa ne bi želel tega? ja vem, Ne, jaz se realno. naprimer,
Recimo, ti ne bi sedel, da bi dala zdaj tam 500 evrov, čez 14 dni bi pogledala in bi imela gor 100.000 evrov. Ti ne bi to sedel. Ja, bi mi, ampak ne verjamem tako zelo v to, oziroma ni Ampak to moj point. ti zraven tega, to je en vir, kjer lahko dobiš. Ti si produktivna cel dan, delaš različne stvari. Ne? Se pravi, če za njih ne zaslužiš toliko, koliko zaslužiš s tem, zakaj, se pravi, ali pa tako da rečem, kaj pa, če to ne bi bil, da je to sam vir dohodka, da to ni stvar, ki te izpolnjuje. To itak je, ne? ne? To, jaz tako gledam, recimo, jaz veš, da delam od jutra do večera, kakšen dan mogoče ne, enkrat na 3 mesece. To temo bova tudi začela, ne? Enkrat na 3 mesece, ne. Ampak, a veš, jaz delam cel dan in jaz bi bil rad plačan za to, ker delam toliko denarja. Pa nisem. Razumeš? Tam pa lahko investiraš nekaj majhnega in imaš srečo in dobiš vse to. Razumeš, kaj ti jaz govorim? Ja, Maja, samo celo 21. stoletje, mislim, cela civilizacija ta trenutek hrepeni in hlepi po instant užitku. Po instant užitek, to iščejo vsi. Ja, po lahkem zaslužku, a veš? Užitek, to je užitek, lahek zaslužek pomeni užitek. Jaz nisem nič delal, veliko bom dobil, zdaj bom to zapravil, da sem lahko imel fajn. Ja. Tudi jaz sem bil tak, še zdaj se mi kdaj zgodi, da bi. To je ta instant, a veš, to je z internetom, s televizijo je prišlo instant zadovoljenje, ne? A veš, porno strani, takoj greš, ne rabiš iti ven, se pogovarjati, ne vem kaj, greš tam, vidiš in to je to, 5 minut in si zmagal, ne? A veš, v trgovino greš, si kupaš likvid srečo, ne? Pa spiješ doma, pa pozabiš na vse te gobe. No, se zato, ampak sem videla, ne, da to, kar si kar strastno gledal in razlagal, meni je šlo pa skozi glavo, če še enkrat te vprašam, nekaj point. Zakaj, mislim, nasploh, zakaj človek od nekdaj v bistvu hrepeni po, da bi bil Bog, da bi lahkotno živel, samo dobro, da bi se mu dogajalo in tako naprej. To ima človek želje od nekdaj. Zdaj je to prav nabildano oziroma prav napihnjeno, ne? Ja, zdaj pa res tako živimo, kot bogovi. Zdaj socialna omrežja gledaš in vidiš tiste, ki so vidni na socialnih omrežjih, so vsi bogati, vsi delajo nekaj, kar jih zabava, zato da dobijo ful veliko keša, vsi imajo instant zadovoljenje in neko priznanje. Zato, ker pač mogoče včasih, da ti samo odgovorim, da ne boš spet rabila vprašati tega vprašanja, jaz ne vem tega. Jaz res ne vem zakaj, ker jaz sem ful hrepenel po temu instant zaslužku in tudi zdaj, in tudi to, kar sem ti rekel, ne, se tebi mogoče zdi, da je tako, ampak mene so začele zanimati stvari. Jaz sem se odločil, da se bom zdaj pozanimal o tem in da se bom naučil. Jaz sem imel to možnost, da sodelujem s prijateljem, ki se spoznajo na te stvari. Sem imel zdaj 3-4 leta možnost, pa nisem šel v to, zato ker sem vedel, prvo nimam niti denarja, da bi se šel učiti, nimam časa, nimam volje, plus zdaj se mi je nemogoče. Veš, ti, kao sem generacija telefona, ampak dobro ti veš, moj prvi računalnik sem si kupil pri 24 letih sam. Ti nisi najbolj digitalen tip, ne? Ampak, ne, a veš, tebi se mogoče zdi na prvo žogo, da je to easy money. Ni. Jaz moram delati, jaz moram gledati research, jaz moram biti samozavesten, kje se bom jaz odločil, kaj bom noter dal. Razumeš, jaz moram imeti podatke, moram vedeti, jaz sem mogel narediti 7 različnih profilov si na 7 različnih straneh, zato da sem v bistvu speljal eno stvar, ki sem jo mogel speljati. Pa ti mene poznaš, da jaz bi najraje po 3 profilih bi najraje vrgel telefon v zid, pa ga razbal. Veš, jaz sem doma, meni je težko, recimo, zapomniti si vse imena profilov, pa ne, si imena z Instagrama zdaj, pa kode, ne. Jaz sem doma napisan, sem v telefonu skrit, jaz sem na računalniku skrit vse kode. In zdaj jih imam kar naenkrat na mest 6, ki jih so meni še nekako manageable, jih imam 26. Ja, no, ampak sva še vedno pri denarju, ne, tako med nama, ne. Jaz sem tudi Janu, se pravi tvojemu bratu, ki tudi je kupil te kriptovalute, rekla pa dej, pa nekaj še kupi zame, ajde, da probam, no, ampak hočem reči, v osnovi jaz nisem fokusirana na te, nekako me je življenje naučilo, da easy come, easy gone, mislim, vse to zdaj, ne, lahko govorimo, tako kot pač govorimo, ne rabim pazi zdaj, da po slovensko prevajamo. Ne, sploh ne. Dobro, okej, no. V glavnem, nekako me to Lej, morava se zavedati še enkrat, jaz sem te vprašal, če bi imela možnost, da bi dobila tako denar, se ga ne bi branila. Seveda se ga ne bi branila, In to je že začetek tega, kar si začela spraševati. To je že začetek, noben se ne bi branil tega.
Ne? Ja. Pa to postane pač ljudje, ki pa ne vem, nimajo toliko cilja v life, ljudje, ki imajo dead-end jobe, ljudje, ki so, ne vem, ki niso srečni, jim je pa to, veš kaj jim to naredi? Ne? Ti bi imela, bi enkrat dobila, bi ti bilo kul, bi drugič dobila, bi ti bilo bolj kul, tretjič bi že pričakovala, bi bilo hotela že več in več, ne? Tudi če si tako virtuozna, kot ti praviš, ne? A veš? Virtuozna? V čem virtuozna? Ja, mislim virtuous, ne vem, kako je to izraz. Ne, virtuozno ni slovensko. Virtuozna pomeni, da sem da sem odlična v svojem delu, ne. Ja, Da sem virtuoz, vse vem, kaj so virtuozi. Ja. No, v glavnem, zdaj sem se spomnila, ko sem te poslala na frizersko šolo, se spomniš, pa si prišel domov, pa sem rekel, a ti je všeč, pa si rekel, da ne boš tam zaradi tega, ker sploh ne vejo, kdo je Sofokles, pa kdo je Aeschyl, pa Odisej, pa to, ne, se spomniš? Kakšen predsodek, češ, da nimajo nobene splošne izobrazbe. ja, lej, tudi to se mi še zdaj dogaja, da prijem kdaj kam, ker sem kakšno službo imel, ki ni bila izpopolnjujoča, ne, in sem bil tam z ljudmi, ki so se mi zdeli, ne, ki nimajo pojma o umetnosti, pojma o filozofiji, pojma o knjigah, so v bistvu imeli isto službo kot jaz, pa so bili čisto zadovoljni v življenju. Totalno zadovoljni. In sem isto v takem momentu si rečem, o moj bog, kaj pa jaz delam. Ne? Zdaj ne vem, a je to ego, a je to motivacija, a je to moj drive ali kaj je, ampak ne, tako je bilo tudi takrat. Ja, no pa vidiš pa razliko, ne? Vidiš razliko, ne? Kaj? Mislim, se pravi, ti prihajaš iz družine, kjer smo se vsem tem pogovarjali, se pravi, imaš splošno izobrazbo, ne? Ja. In ti to nekaj pomeni, ne? Kaj ti to pomeni? Pomeni ti to statusni simbol ali v resnici, da enostavno ne moreš delati, mislim, da ti je težje delati z ljudmi, ki nimajo pojma oziroma ki nimajo splošne izobrazbe. Koliko je ta splošna izobrazba sploh pomembna? Ja, splošna izobrazba je ful pomembna, ne? Splošna izobrazba, Ja, ampak danes- splošna, to, da si ti, sorry, sem da dam na time out. No, v glavnem, obča izobrazba, meni je to pomembno, zato ker drugače ne vem, kaj se z ljudmi pogovarjati. Kaj ne se pogovarjam z ljudmi o virusu skozi, o politiki. Ja, to so dve temi, ki se več ali manj vsi lahko pogovarjajo, ne? Ja, Ja. Namreč, ker jaz se spomnim, meni se zdi, da tudi zdaj tudi slovenska družba malo ratuje tako, vse pri mladih vidim, velikokrat, da pojma nimajo več o bližnji zgodovini, da sploh ne znajo, na primer, zgodovine gledati, pa skrb zlagati že te to sem mislil- slike, pa tako naprej. Tako kot sem imela jaz včasih, se spomnim moja prva izkušnja z Američani, ko smo bili v Louvru in so stali pred Mono Lizo, pa so žvečali žvečilni gumi, ki ga jaz seveda takrat nisem imela. In so govorili, where is Mona Lisa, where is Mona Lisa, ne? Ampak zdaj se mi zdi, da je tudi tako, ne? Ali kva, ne vem. ne, to meni je kaj pomeni? meni je tako, ne, informacij imamo toliko veliko zdaj v tem svetu, toliko smo bombardirani z različnimi informacijami, toliko različnih, a veš, ti moraš vedeti, mi smo se pogovarjali o neki splošni izobrazbi, recimo zgodovina, splošna izobrazba je literatura, splošna izobrazba je umetnost, se pravi likovna umetnost, glasbena umetnost in tako. In je dosti usmerjeno, recimo 5-7 stvari je, kjer ti lahko rečeš, da je splošna izobrazba. Zdaj je pa še 1000 drugih, zdaj pa še računalništvo, zdaj so pa še kripto, zdaj pa, a veš, toliko enih velikih stvari je, da... Je preveč, misliš? Ja, ti težji najdeš, se pravi, ta klasična, kar jaz vidim zdaj, no, kar zdaj govorim čez sebe, ne, ampak kar se meni zdi ta klasična izobrazba in to, kar ne bi bila razgledanost, ne, je dosti ožja, kot je zdaj predstavljeno ljudem. Ne. A veš? Ja. A veš, kaj mislim? Ja. Ne? A ti veš, kaj mislim? Ti veš kaj? Ne, veš kaj, hočem povedati, ne, če ti v bistvu nimaš neke splošne izobrazbe, ne, če ti na primer ne štekaš zgodovine, če ti nimaš teh podatkov, ti v bistvu današnjega sveta ne moreš videti tako realnega, kot je. In mene jaz mislim, da je tukaj manjko in da je to... Ti veš, da mulci iz 20, 18, 19, 20 let stari sploh ne vejo, da je bila v 90-ih kakšna pizderija je bila v Jugoslaviji, ne? Ja, kakšna res štala je bila, koliko je bilo grozen. Se pravi, vsi, ki pomislijo, ko rečeš vojna, vsi pomislijo Irak, Afganistan, ne vem kaj tako, pa še to ne vejo. Nihče pa ne ve, da je 200-300 km stran so se dogajali genocidi, se pravi, ne? In brat je brata klal in sosed soseda in tako naprej, a veš? Tako da... Ja, jaz mislim, da ta bela lisa, tele lise, ki nepoznavanje zgodovine in vsega tega ustvarjajo tudi današnjo družbo, Kako je že tisti pregovor? Tisti, ki ne pozna zgodovine, mu je usojeno, da jo bo ponovil. Ja.
Ja. Namreč to se meni, mislim, meni pa tega malo žal. Mislim, žal. Ne vem, kako bi navdušila ljudi, da bi se kljub vsemu bolj učili, pa bolj izobraževali. Jaz, na primer, tudi vidim. Evo, pa sem videla popoln krog. Zaradi tega, ker se zdaj obstajajo stvari, ko ne rabijo, ko lahko grejo, se posnamejo, kako naredijo eno neumnost, dajo na YouTube. In pa vsi gledajo. Pa vsi se režijo. Pa tako. Ne vem, jaz mislim, da glede na to, da zgodovino poznam, vem, da se to ne more dobro končati. Jaz sem poznal tudi zgodovino, pa grejo pa lahko pa zgodovino. To je moj teritorij. Ti rečem zdaj tako, ne. Tako globalna civilizacija, kot je zdaj, tega ni bilo. Tako da ne vemo čisto dobro. Tega ne moremo primerjati. Tako globalno, kot zdaj živimo, pač ni. Zdaj cel svet diha eno skoraj. So seveda izolirani prostori. Tako da ne moreš čisto dobro vedeti. Ne. Je pa meni smešna to stvar, tudi zgodovina. Ne. 4 leta nazaj, da bi ti nekdo rekel, da se bo tole zgodilo. Unknown virus of unspecified origin. Ne. Da bi rekel to, zdaj bomo pa vsi maske morali, pa mogo boš imeti dovoljenje, pa ne vem kaj. Tako življenje ne bi rekel. Jaz sem bil 4 leta nazaj. Sem rekel turizem. Jaz sem zašel v turizem. Sem rekel, če kaj ne bo propadel, sem rekel turizem. Sem rekel, 3. svetovna vojna bo morala biti, da bo turizem propadel. In pogledaj, kaj se naslednji 6 mesecev po moje potem. Ne, pa 2 leti potem se je točno to zgodilo. Pomisel, ko si govoril o čigumih, ne, pa to recimo bilo 30-40 let nazaj. Zdaj si pa predstavljali 20 let nazaj, da si predstavljaš to globalizacijo, da imamo takole, 1, 2, 3, tamle, razumeš? Da bo internet, da boš lahko poklicala, da boš samo klikala na nekaj, pa boš kupila, pa ti bo to. Pa ne, se meni je napredek super všeč, samo zdi se mi, da hkrati s tem zunanjim napredkom, se pravi, da mi lažje živimo, da imamo tudi več časa, to pomeni, če imamo več časa, da se lažje ukvarjamo s tem učenjem, kako kaj razumeti, a veš, da lahko gremo v globino, mi pa ne, mi pa samo ostajamo na površini. To mene, skrbi. Ne skrbi me le. Še manj časa imamo v bistvu. Ja, v bistvu imamo še manj časa, pa hkrati ga imamo pa mnogo več, ker včasih si moral, naprimer, iti na njivo, pa si moral kopati z motiko 2 dni, da se je kaj zgodilo, zdaj pa greš, pa v 1 uri preoreš, pa je. Ne? To se pravi, da ti to kvaliteten čas ostane in zakaj ga porabiš? Ja, zato, da si na telefonu. Ja. Da gledaš YouTube. Da gledaš YouTube, ja. Pa da gledaš neumnosti. Pa da bi čim del, kako bi rekel, da ne bi videl sebe, pa naprimer mogel na kaj odgovoriti, ali pa malo, to imam tukaj napisano tudi, ker te hočem, kaj ti misliš o disciplini? Disciplini. Vem, da obstaja, vem, da bi jo rad imel, ampak ne. Disciplina in odgovornost, mi zdi, da sta, meni sta zelo pomembne te 2 stvari. Pomembne, ja. Kaj si mi pa zdaj povedal? Nič mi nisi povedal. Mislim, če smo zdaj, nič. Ja, kaj ne ti povem? Disciplina je pomembna, zaradi tega, ker da ti dam primer, ko si rekla, da smo v telefonih in tako. Ja. Disciplina je to, da pač odložiš v tistem trenutku telefon in si sam s sabo. Ne? Tudi to je disciplina, ja. Jaz se namreč tebe spomnim, odkar sem te rodila, odkar gledam tebe, kako si, ne, ti se razlivaš tako, če bi, naprimer, zdaj zdaj kozarc še malo nalila in te jaz, naprimer, hočem nekako malo disciplinirati ali pa nekam usmeriti, ne, dokler sem pač še to imela, to idejo, da bi lahko naredila, ne. In te ne morem. In vidim, da v bistvu, kljub vsemu jaz kot mama sem vseeno videla, da bi takoj v bistvu prepoznala, da je problem disciplina tvoj, ne. Da ko si zelo dobro motiviran in ko točno veš, kaj bi, pa še takrat kje, se razliješ, pol kam drgam. Dobro, zdaj sem star 31 let, zdaj je to malo drugače, zdaj pač moram biti discipliniran, drugače mi nič v življenju ne bo uspel. Glih 2 dni nazaj sem prekinil to disciplino in ti moram povedati, da mi je zelo težko, ker sem si ravno tako življenje naredil, da pač moram biti discipliniran. Ne, da imam vsak dan stvari za narediti. Saj tako, da ti pravim že nekaj časa, večino stvari sem si jaz tako naredil, zato da nisem v skušnjavi, da bi naredil napačno stvar. Ne. Tako da, disciplina, če bi lahko recimo disciplino nekomu jaz razložil, bi rekel, da je to stvar, ki se ti obrestuje na dolgi rok. Ne. To je stvar, ki zdaj ne boš videl rezultata, ko pa boš začel se ti to dogajati, to je tako kot meditacija. Ne moš razmišljati, ok, zdaj meditiram in v bistvu meditirati. Ne. Ti meditiraš, ko ne razmišljaš. Takrat, ko imaš prazno glavo, razumeš, kaj mislim. In tako isto je z disciplino. Ne.
Vem, kaj misliš o meni, jaz sem imel zelo velike probleme z disciplino, zaradi tega, ker sem mislil, da je to bolj, da proba ljudje manipulirati z mano, upravljati z mojim življenjem, imeti moč nad mano, veš, da sem imel probleme s tem, na denar boš to naredil, hvala, ne rabim denarja, ker ne bom naredil, kar mi ti rečeš. Ne? Vedno sem bil tak. Ne? Ampak ja, disciplina je, zdaj pa vidim, da je to stvar, ki se dolgoročno, jaz sem zdaj prišel parkrat v moment, ko sem dojel, da sem discipliniran postal. Ampak, kot sem rekel, nisem razmišljal o tem, ampak pač se je zgodilo. Ja, jaz imam občutek, ne, to, kar je zelo zanimivo, pa bom to, kaj se vse pogovarjava, kar vseh vetrov leti. Tebi sem jaz, Dragica ti je naredila natalno karto, ne, noter piše, mislim, pač je tako, ona razlaga ves čas, Maj se mora držati discipline, mora ves čas, mislim, ves čas je na meji med temo in svetlobo, on mora ves čas se zavedati, ko pride tema, ven, svetloba, ne sme piti, ne sme kaditi, mislim, ne sme, prav ne smeš, mislim, da vsakokrat, ko boš, te bo potegnil spet v tvojo temo, ne, in zdaj vidim, naprimer, spet, zdaj, ko si kao prekinil mal, poglej, spet imaš, ti imaš res vsako, kaj da bi ti življenje takole z eno palčko, te ves čas mal, tank, poslušaj me. Povej, kako misliš, kaj? Ja, da ne prekineš, se pravi, da se res tako kot ena skala odloči za disciplino, ne? Za slediti sebi. Ja, nisem jaz to, veš, jaz sem to zdaj gotovo, jaz pač nisem to, meni paše, valjda, ful mi paše biti uspešen, ful mi paše narediti stvari, ampak to, da bi bil pa tak, ampak najprej moraš biti uspešen, pa lahko to mal spet... Pač kontrola je fora, ne, disciplina ni to, da ti rečeš to, da si ti menih, disciplina je to, da jaz vem, kdaj si lahko prvoščam. To je disciplina. To je disciplina, zdaj pa sva prišla. Tako da to, kar ti govoriš, jaz te razumem, ampak ni to čisto tako, ne. Jaz nočem biti menih, meni paše, pa tako, ampak tudi jaz zdaj par dni nazaj, mi je pasal moment, mogoče sem šel predaleč, ampak nisem šel tako predaleč, kot včasih. A veš? Človek si vedno najde opravičilo za sebe. Ne, nimam opravičila, se pravim, jaz sem zajebal sem, ker sem imel stvari pozno narediti in očitno sem jih zajebal, ne, 2 šihta nisem šel, ker sem bil zjeban, razumeš? Ampak pač sem pripravljen sprejeti posledice, ne, pa delati to bolj zdaj v prihodnjih tednih. No, naprimer, vidiš, to sem se jaz naučila, ker se mi ne da teh posledic, pa ne vem, kaj še vse, pa si sekirati, pa mislim, mimogrede podreš neke stvari, pa moraš se toliko bolj zanje potruditi, pa tako, in meni se to ne da več. Jaz pa rečem čisto naredim, kar je treba, pa čao, ne, mislim, to se mi zdi ena taka preprosta človeška, ne vem, človeško, da imam rada življenje, ki ni polno problemov, ne. Ja, ampak dramo imaš pa rada, ne, v življenju. Drama ti je pa... SNG dramo imam pa rada. Tudi brez SNG drama, ne? Imaš tudi rada, recimo, v življenju. Ne, sem imela, to sem mogoče, no, to, če pa se greva name, dejstvo je, da sem jaz mislila, da mi pripada, da je nekdo z mano nezadovoljen, da mi pripada, da se moram še bolj potruditi, da je v bistvu to, da brez tega mi ne vratali, ne, v življenju. Ampak mislim, da sem se tlele kar intenzivno učila in da danes pa lahko rečem, da ni treba tako, ne, kot sem jaz šla. Ja, ampak imaš pa nisi pa navajena na neko dramo v življenju. Vsaka stvar jaz vidim, zdaj, če je lahko osebno, ne, veliko stvari, ki jih jaz vidim pri tebi, sploh zdaj, ko sem se malo začel se umirjati in tako. Vsaka druga stvar je, zdaj ne vem, je to tle, je tle tako vzdušje, ampak vsaka stvar se mi zdi, da je kar malo drama. Veš, da smo mi kot družina smo tudi navajeni, kar vsako stvar, ki se ti zgodi, tako kot sem ti jaz rekel za ta denar, kako je kolega naredil, je tudi, veš, na način pristop pridem jaz in povem, kot ne vem, kaj se je zgodilo, se pravi malo dramica, ne? A ne? Ja, veš, kaj mislim? Ne, ja, midva morava najprej, preden začneva sploh o drami govoriti, ne? Kaj sploh drama zate je, pa kaj je zame, ne? Drama, naprimer, to, da ti nisi prišel, naprimer, zmenjen, da bi ti naredil, kar bi naredil, je bila za nekoga res drama, ne? Ker pač ni, mislim, ljudje imamo, naprimer, delo pa tako naprej. Da se pogovarjava o tem, da nisem prišel na šiht, ki ni life or death, se pravi za življenje ali smrt, ki je... To so samo opravičila. Ne, samo pogovarjava se zdaj. Se pravi, služba, ki traja 2 ure na dan, služba, kjer nikoli nisem še zafrknil in se pravi, ni
življenje ali smrt, traja 2 ure. In zdaj iz tega je taka drama, da bi se, lahko sem odpuščen, razumem normalno, ampak drama je pa vse, kar je več od tega, vse, kar je povedano več, kot je potrebno. Zato, ker smo vsi krvavi pod kožo, vsak mu se kdaj kaj zgodi. A ne? Ja. A ni tako, mislim, jaz se spet iz sebe gledam, ne. Zame je drama vse, kar rečeš več, kot je potrebno. Ko dodaš k svojemu tonu nek žaljiv pridih. Ali pa nekaj, da je nekdo bolj zajebil, kot je v resnici. To vidiš, to je pa, zdaj smo se pa dotaknili ene zelo pomembne stvari. Vedno mi gledamo, se pravi, nekdo drug je naredil tebi dramo, tebi se to ne zdi drama, ne? To, kar narediš. Ne? Nekomu se pa zdi. In mi nimamo nobene pravice, da mi lahko samo za sebe govorimo. Se pravi, jaz doživljam neke svoje obveznosti ali pa svoja dela, da to pač ni nekaj toliko zelo resnega. Ne? Nekomu pa to je zelo resno. In mi moramo se tega zavedati, da nekomu je, naprimer, lahko to pomeni da je to tako življenjsko resno. Okay. Ne? A veš? Zate pa kao ni. In ker sta ta dva koncepta prideta skupaj, pa je drama. Mislim, in tega se je treba zavedati, mi nikoli ne moramo vedeti, kaj bo. Jaz se spomnim, ko je meni, naprimer, zadnjič, naprimer, sem rezala na pultu, veš, mi imamo lepo kuhno, sem rezala na pultu in mi je nož zdrsnil, se pravi, iz podlage, kjer sem rezala, na pult. In je oseba zraven rekla, kaj to delaš, uničuješ pult, ne? Meni, ki imam rada razsute pulte, a veš, lesene, da se vidi, da se gor dela in tako naprej. Jaz sem gledala debelo, kaj zdaj, a to je zdaj, ki je meni nožek, pa ni naredil nobene prave zareze, a to je zdaj drama, a to je zdaj, ja, ti to delaš namerno. Pa smo imeli že celo dramo, a veš. To sem ti govoril. Ja, ampak jaz se zavedam. Jaz sem se v hipu zavedala, ko sem, naprimer, replicirala nazaj, pa se to ni nič takega, pa tako naprej, sem zavedala, temu človeku to tako pomeni. Se pravi, ustal se, najboljše, kar lahko naredim v tem trenutku, je, da rečem oprosti, nisem namerno, bom pazila drugič, če je pult njegov, če pa je pult moj, bom pa delala, kar mu hotla. Ne? Evo, to jaz mislim, da je. Tako da ne vem, odkot ti misliš, da jaz zdaj kako dramo delam. Jaz se zvrščam, mislim... Ne, se lahko posijo to temo za drugič, ko bo malo bolj formuliral vprašanje, no? Ja, ko bom vedel, kaj reči. Okay. V redu. Da ne bo se kregala na prvem podcastu, ki ga imajo. Ja. To ni ne bi bilo nič tazga. Ne, se mi dva, mama, pa kljub samo to vam morava povedati, ne, mi da se skregava kar orang, ampak se tudi zelo hitro pomiriva in greva naprej, ne, to pa je ena dobra lastnost, ne. In tvoja in moja. Pri tebi pa jaz to res zelo cenim, ne, da nisi zelo pamtilo. Zamerljiv, res. Jaz tudi nisem. Ja, ne, to sploh ne. Ja. Ne, zdaj sem en dan razmišljal o zamerah, kako je to ena, ampak, no, bo še zdaj na te zamere, da nam povezval s tistim prej, ampak zamere, to je v bistvu tako ena slaba stvar za človeka, se mi zdi. Jaz jih pa nikoli nisem imel, nikoli, niti mal, da bi zameril sebi, ja, drugemu pa ne. Se tudi sep je brez veze, ker to je dobesedno metanje stran energije. Da ti zamisliš, da ti po cel teden, naprimer, gojiš v sebi, pa koliko ljudi ima, naprimer, tihe maše, pa tako naprej. Pri vas imate to doma? Niti ne. Ne. Tiho mašo. Pa zamere? Mogoče, da mislim, da je to cajta iti. Ja. Ni pa bolj tihe maše nekaj. Ja, no. To je meni, ja, veš, malo se nanaša na to, kar sem prej rekel, ampak to, veš, da ti nekaj ne zajebeš in pol hodiš mimo tega človeka in te ta človek gleda, kakor da si ti pa zdaj ne, pa si prišel, pa si rekel oprosti, žal mi je, iskreno, a veš, pa tako te gledajo ljudje. To je najbolj grozno, ne? Fuck off, pismo. To je grozno, ja. Bil sem zadnjič pri fotru, veš. Ja, vem, je rekel. Sem ga šel pozdraviti, ja. Ni imel cajta, je bil busy. Ja. Aha, se njega moram tudi jaz imeti, veš? Ja. Kakšen gospod. Obalva ga bomo, mislim, njih to, ja, veš, fora, ki bomo imela obalva, ki imeli tudi mene faca, pa pol pismo prijem. Tako da se je veliko za naučiti. Ne, to je meni tudi grozno, da naprimer se upravičiš, itak nimaš, ko kaj zafrkneš, nimaš kaj narediti, ne? Mislim, razen da rečeš oprosti, ali pa rečeš, joj, oprosti, ali lahko kako to popravim, ali pa nekaj tacga.
in on ne popusti. Ne? In hodiš mimo njega in je vedno hujši in tako naprej. Tega jaz res ne razumem. Zakaj si to delamo? Ja, pogledaš v tla, ko hodiš mimo. Ja. Ampak jaz pa tega nisem, jaz tega nikomer ne delam. A s tem pri meni to opazil? Ne. Ne, jaz ne morem, veš, zaradi česa ne morem to narediti nekomu. Jaz si Ker vem, kako se sama jaz počutim. Ja, ker si empatična, ne? Ja. Zaradi tega, jaz točno zaradi tega ne, ker jaz vem, zato ti jaz pravim, te stvari so meni čudne, ne? Ker jaz, da bi bil v tuji koži, ko bi se to zgodilo, rekel bi, ok, glej, zajebal si, to pa to naredi, pa se boš udolžil, ali pa pejdi, hvala za sodelovanje. Ne? Vse, kar je več od tega, je pa tako, zakaj? Ki je škoda energije, zamera je škoda energije, jeza neka pretirana, če ni instant, konc je pol, ne, da dolgo kuhaš jezo. To so moje stvari, ki te res lahko v lifeu, do tega se po moje dobi raka in podobne bolezni. Ja, mislim, da še korona po moje, da prej se nalezeš, Ja, če si jezen. Res je. A ne? To je tako kot pritisk, stres. Ja. Mislim, da imajo ljudje, tisti ljudje, ki so zelo hitro radi razjezijo, oziroma ki so zelo tako, da mora biti vse tako po njihovo, tisti imajo ponavadi visok pritisk v zrelih letih. To pa sem videla. Rak je pa sploh, energija zastane. Ne? Pri raku je bolj to so pol tiste zamere, veš, ki se jih niti ne zavedaš. Ne? To mene, na primer, vedno zanima, kje sem pa kje zamerila, da niti vem ne. A veš pa, da me noter tišči. Ne? Jaz sem to zanj najdel. Si najdel? Si najdel? A lahko poveš? Ja, pač valjda, za človeka, ki sem mislil, da sem mu odpustil vse stvari, ki sem je slabe naredil v življenju, sem videl, da mogoče nisem čist, a veš, ker sem govoril za nekaj let, da sem vse pozabil in da sem sprejel in tako naprej. In sem najdel to, ampak ne bom rekel, da mogoče to v meni je, ampak da je to stvar, tako kot si rekla, da je mogoče stvar, ki je nekje skrita, represirana, ki je v bistvu samo en trigger rabiš. Veš, reče, ampak je tako, ne, jaz recimo dotlej sem tebe odpustil, čim greš ti spet čez to, jaz ne morem pa naprej premikati tega, razumeš? A veš, in sem jaz zadnjič prav najdel, ker sem prav najdel jezo vse, pa veš, da jaz nisem jezen tako, sploh po naravi nisem jezen, zdaj pa še manj zadnje leta, ne. Bil si zelo jezen, pa mislim, da si še imaš, da še imaš jezo v sebi, ne? Mislim, da še imaš. Ja. Ne vem, kaj to misliš, da imam jezo skrito? Zakaj bi jaz bil jezen? Ne, mislim te... Jaz sem postal no nonsense. Jaz, če pride do stvari, jaz hočem, da se... A veš, recimo, če govoriš o najni jeziku, se mi da pogovarjava, pa ti jaz dim jezen, jaz sem zato, ker mogoče še nisem najdel čist najbolj načina, kako bi jaz to povedal tebi na tak način, da ti ne bi mislil, da sem jaz jezen. Jaz hočem samo priti do dna stvari. Jaz hočem, ko vidim, kaj je problem, hočem se o tem problemu pogovoriti in mu priti do dna. Ja. Jaz mislim, da čist toliko jeze, pa toliko bolečin, kot si ti imel, ne, v sebi, pa tako, se to ne moreš v 5 minutah, pa niti v enem letu ne čistiti, ne? Ja, sem razjezijo me pa ne stvari več. Ja. Sploh ne razjezijo me stvari. Jaz že tako rečem, jaz treniram sebe nekaj let, da recimo na cesti. Cesti gledam druge ljudi, gledaš, da je druge ljudi, ki se vozijo. Jaz furat gledam druge ljudi, opazujem, ker stojim na semaforju in tako ljudje tok pizdijo skozi. Ja, vem, če jaz nekaj, si ti čist fertik, ne? Ja, če ti trobaš, pa to sem jaz. Ampak tako se naučiš, tako vidiš, kako si jezen. Probi na cesti, kad te nekdo je sil, pa probi ne biti jezen. Jaz ne vem, jaz mislim, da je v redu, da sem malo jezna, glede na to, da jaz sem jezo vedno potlačila, pa pol žalost dala gor. Tako da jaz sem svojih jez, kadar sem jezna, sem prav vesela, pravzaprav. A veš? A res? A ti mene kdaj spomniš, naprimer kot otrok, da bi se me bal, zato ker sem jaz jezna? Jaz nisem se te bal, ampak jezna si pa bila, valjda. Ja, itak si bila, so bili momenti, ko si bila jezna. Valjda. Se je počel par kuhalnic tudi pri nas doma. Ja, ker sem po mizi tolkla. Ja, po mizi si tolkla, ja. Ne, se ni bed. Jaz tako, kar se tiče teh fizičnih kazni, jaz za svojega otroka ne, ampak jaz vem, da jaz, če ne bi kdaj dobil vzgojne, bi bil mnogo razvajen bulc. Mnogo, ničesar se ne bi bal, tako kot nekateri, ki jih poznamo, ne, ki nikoli niso v življenju se rabili sprejeti tega, ne, potem si mislijo, da so in sploh. Ma ne, veš, kaj fizična kazen, jaz mislim, da tudi kadarkoli, če je meni kdaj ušlo, seveda zato, ker sem bila tudi jaz, fizično kaznovana, a veš, sem se vedno bolj, naprimer pri lanu, sem se tega že čisto zavedala, pa ozavestila. Fizična kazen je v bistvu, če fizično se lotiš kogarkoli, kaj šele otroka, je v bistvu velika nemoč, ne. Pa niti ne.
Meni se pa to ne zdi. Jaz razumem permisivne vzgoje, kaj hoče ljudje s tem povedati, ampak jaz ti povem iz svoje lastne izkušnje, da marsikatera stvar se mi ne bi usedla, če ne bi bilo tako. A res, ali kaj? Si zihar? Ja, Si zihar? ja. Ne vem. Jaz sem 100% na to. Ok, ne moreš 100% nisi nič, ampak 99% pa sem, ne. Jaz mislim, marsikdaj tudi, a veš, jaz sem tudi pol recimo razmišljal, preden sem se s kom skregal, ker sem vedel, kakšne so lahko posledice. Sem imel recimo kakšno spoštovanje, sem se zavedal, da se lahko zgodi takole trenutek, ko nisi najmočnejši na svetu, ne. A veš, ko nisi edini na svetu. In to zdaj jaz gledam mulce, ki si mislijo, da so, včasih bi rekel, Boga za jajce prijeli. Otrok, ki pride v šolo in se tako, mi smo bili v šoli bed stari, mi smo bili, kaj smo mi delali, tudi mi smo spravili kakšno učiteljico ali pa učitelja do joka. Ampak to, kar pa zdaj delajo otroci v šoli, je pa, moja Melita se ne bo strinjala, ne? Ampak, glej, se pravi, odvisno kako vzgajaš otroka. Jaz imam to srečo, da moje hčerke ne rabim, je pač ne rabim nikoli fizično, niti malo je kdaj prestrašen, pa je dost, ne. Ampak ona se v šoli ne obnaša grdo do učiteljic. Učiteljice, profesor in profesorice, s katerimi sem imel velike probleme, se mi najbolj smilijo na svetu, ker otroci jih tepejo, ne spoštujejo in to je vse zaradi tega, ker je permisivno vzgoja. Ne pravim, da bi jih bilo treba tepsti, ne? Ampak to se mi zdi pa, da je to vse povezano. Ljudje smo vsem fizične bitja, razumeš? Ljudje smo bitja, ki smo navajeni živeti v tropu. To je vse samo moja filozofija, to nikjer nisem prebral, to sam jaz razmišljam zdaj, ne. Ampak jaz to tako vidim, veš, da sem jaz s psi vedno bil dober, pa recimo, ker so bili trop, ne, ker je točno disciplina, ne, kako pa uveljaviš disciplino, ne, vsega ne rabiš, tudi kužki med sabo se do krvine, šalsnejo se pa velikrat, pa zarenčijo velikrat. Kaj, če bi bila ena možnost, da bi se, jaz sem imel tako, da mene ni bilo treba udariti, mene je grdo pogledal, gospodar, me grdo pogledal, pa sem se ohlačil po kako, a ne? A veš? Tako da, ne, kaj ti misliš, ti tudi veš, kako se zdaj obnašajo otroci, ne? Jaz to samo več ali manj slišim oziroma vidim, tako tu pa tam, kdaj pridejo k nam na obisk, naprimer, pa jaz dobim ošpice, naprimer zunaj je lep dan, tukaj nimajo nobenih problemov, da kam padajo in tako. In grejo naprimer tlele gledati televizijo, meni se hoče zmešati. In ko mu reče, foter, pejt ven, že kaj bi šel ven. Pa mulj, spet je starši. Zdaj sem se jaz mislila, zdaj bom jaz naslednjič, ko bo kaj tacga, da nam dobila ošpic, ne, bom lepo rekla, da je televizija pokvarjena. No, dejstvo je, da, veš kaj je, ne vem, kje se mi starši zdaj, mi smo tako iz generacije v generacijo šlo, jaz sem bila še tista generacija, kjer smo bili just like that, tepeni, ne. Mi smo že jaz sem se naprimer pol že čist na koncu zavedala, kako je v bistvu agresija fizična ni fajn. Zato, ker meni kar slabo rata, ko jaz vidim kakšno fizično agresijo. To je drugačno. Ampak to, da a veš, da lahko otroci dobijo takoj vse, kar hočejo, da se jih ves čas, mene to najbolj moti, ne moti, to je meni najbolj vprašljivo, da se jih zavija v vato, kot da ne bo, razumeš, življenje, mislim, te čaka čisto vse in starš ne morejo svojemu otroku vzeti nobene bolečine in nobene izkušnje in če mu jih jemlje, del časa ga zavija v vato, hujše mu bo pol v življenju. Niso pripravljeni na svet, ne, ko se začne dogajati. Ja, to se meni zdi pa res grozno. To pomeni, da v bistvu niti sebe nimajo radi, kaj šele svojih otrok, ker to v bistvu zavijamo pod ljubezen, ne da imamo tako radi. To zaradi sebe delamo, to je ego. Zaradi sebe delamo, ja. To je vse ego. Ja. Razumeš, mama, naprimer, sem zadnjič srečala eno mamo, samohranilko, veš, kako je to težko, jaz vem, kako je to težko. In naprimer ona zvečer ob polnoči kuha, zato da bojo pol otroci, ki bojo prišli domov popoldne, ker nje ni doma, imeli kaj za jesti. In jaz vprašam, koliko so njeni otroci stari, njeni otroci so stari 12 in 14 let. Pa te otroci si lahko skuhajo tudi sami, razumeš? Se prej zmeniš, kaj bojo ali pa kako. Moja 9 let stara hčerka naredi zajtrk, ona meni, ne jaz njej, v soboto zjutraj, ko ve, da delam cel teden, ne. No, mislim, hočem reči, in ona se zdaj tam skoraj pretrga in rečem, ja, kaj pa, pratim, da je ona, zlaga jim ona vse, ona dva sta odličnjaka v šoli in to je vse, kar ona dva morata delati. Se pravi, nič drugega. Mislim, to je meni noro. To so norme zdaj, ne? To je zdaj norma. Če si ti, od nekdaj je bilo tako rečeno, ne, dokler si ti priden v šoli, bo vse to pa to pa to pa to tako, ne.
Ampak zdaj je norma drugačna, ne, pač Ja, no, tako so ljudje navajeni, tako gledajo okrog, tako vidijo, tako berejo v knjigah. Kje berejo, v katerih knjigah? To bi pa res rada videla, v katerih knjigah to berejo. Zihar imaš kakšno vzgojo. Ne, zdaj imaš nove vzgoje, sploh pa novi trendi so absolutno kontra temu. Mislim, prav dela se na tem. Zadnjič sem bila na enem srečanju, ker je z eno direktorico vseh otroških vrtcev smo se pogovarjali. Ona je mene sezulo, ko je rekla, da tako lepo je rekla, kako smo danes starši, ne, da ko ženska zanosi in pol kar naenkrat so vsi so veseli, ona kot da bi bila bolna, razumeš, se začne drugače obnašati. Ne? Jaz, ko sem bila s tabo noseča, sem pri 6 mesecih kam plesala. Mogoče si zato tako nemiran. Ne? No, ampak hočem reči, in potem vsa ta nosečnost je napihnjena, kada je to ne vem kaj. Mislim, to je res lep čas, ampak to ni bolezen. Ne? Potem pa rodijo, pa tako, kot se pri prvem otroku greš brati knjige, ali pa koga sprašuješ. Ampak v osnovi bi morala ženska zadržati to intuicijo, ona mora po joku razbrati, tako kot sem jaz pol pri tebi, pa pri Lanu, ne, sem že prvič pa sem bila, mogoče nisem čistko zaupala temu, ampak takrat ni nihče v tem govoru, da v bistvu mama po joku loči, kdaj je otrok joka zaradi lakote, da je na primer moker, da mu ni fajn, kdaj hoče imeti družbo in tako naprej. Ne. Mi smo vse to zgubali. Mi beremo in sam naredi sam, pa smo že mi že zraven, razumeš? Ja. Oziroma, včasih so jih tudi nosili, ves čas zraven, pa so vlačili to deco okrog, pa so imeli ta stik. Pravijo tudi, naprimer, da je absolutno premalo stika koža na kožo, ne? A veš, ali pa bosi otroci hoditi, pa tako naprej. Mi jih zdaj v lepe oblekice zavijamo, copatke, pa toplot mora biti skozi, pa copatke imajo, oziroma tiste šlapice imajo celo v morje, to tudi dobimo ošpice, ki vidim, ne? Da po kamenčkih ne more več hoditi, ne, ker so bogi, ne? Mislim, ne smejo biti niti 5 minut lačni, ja mislim. Ne? Pol pa, naprimer, bojo prišli v svet, ne vem kaj se, mislim, nimam, čeprav zdaj se dosti o tem govori, tako da se... Leonida pa, kako ste že... Albert Mrgole, ne? Albert pa Leonida, da bi tudi lahko imela Ja, tudi bova imela. Mi smo imela toliko gostov, lej. Jaz smo unjo knjigo, moram še zdaj malo prebrati, ona ste mi poslala, veš, takrat, ko smo jih imela na live. To se moram tudi spraviti. No, imam imela toliko gostov, veš, koliko jih je, jaz jih imam takole, res dobrih stvari, ki se lahko bomo vsi skupaj kaj naučili, ne? Ja, jaz bom pa kakšnega najdel tako, ki mi je všeč, ali pa ki bi ga imel, pa boš pa ti povabila, ki tebi bo pa reagirala. Na Zvezdano reagirajo vsi, veš. Mike Clemens, sam briši e-maila, veš. Ja, who is that? Ja, pa ne vsi. Ravno zadnjič sem jaz ravno zato enega zelo, ki si ga tudi zelo želim in tako naprej, sem ga povabila in sem začutila, veš, prav začutila sem, ne, da je zdaj tako, on je zdaj tako in, ne, da mu mogoče pa zdaj ni čist najbolj in sem prav rekla, lej, ni treba zdaj, meni ni treba zdaj, jaz si sam želim eno, če boš prišel kdorkoli v najin tale podcast, kakorkoli se že to imenuje, si želim, da pride res z ljubeznijo oziroma s tem, da hoče nekaj povedati in da ne imel fige v žepu, razumeš, to lahko govorimo, to pa ne in tako naprej, to itak ne, to se mi zdi edini smisel, ne. Ne, to je to, da se osebno pogovarjamo, ne, da se lahko osebno pogovarjaš, da vidiš, kakšni so ti ljudje. No, ja. Čeprav zdaj sem videl, zdaj imaš nekaj dobrih podcastov v Sloveniji. Ne? Ja. Imaš nekaj parih je dobrih, vsak ima drugačen mal format. Ne, veš, enega sem videla, enega sem zadnjič gledala, ker sem ga tebi poslala, Klemen ali kako? Selakovič, ja, imajo že dobre, ja. Ja, pa Unadova, Žan pa Femiče imasta, ne? Ja. Femiči so cool, Unadova imasta bolj tako tak drugačen mal format. Ne? Ja. Mi je všeč, ker so dobro vprašanja, pa tako, mi je všeč ta nekako tako vibe, tako sproščen pa to, ne, mislim, mi je všeč. Mislim, čim več ljudi to dela, tem boljš je. Sem se pa včeraj pogovarjala z eno mojo prijateljico, ki jo ti poznaš, s Tino, ne, ki je imela en pogovor, pa je bil tako čist, tako, a veš, ni se nič upoštevali dvojine, mi smo šli, mama to, pa tako, a veš, brez dvojine, ne, pa sem rekla, veš kaj je, če te toliko ljudi posluša, ne, pa le, da je dvojino, ne, mislim, se veš, jaz si ne morem pomagati, meni je ta slovenščina. Ne razumem, kako misliš. Ja, naprimer, da imajo, naprimer, zdaj dobro, ne vem, imajo podcaste, ampak live, Facebook live, pa tako naprej, imajo velike skupine,
neki ljudje, ki so dobri učitelji ali pa tako, ampak pa začnejo pa čistko govoriti, a veš, brez, kako bi rekla, po domače, pa mene nič ne moti, tudi ne na koncu dialekt pa tako, ampak tako grozno mi je, če ne upoštevaš dvojine, meni se zdi, da je to Ampak kako dvojine, če se midva zdaj pogovarjava? Dvojine, mi dva rečeva, ne mi dva, sploh ne vem, kako se reče. Midva? Ne, mi dva, kak? Nas dva. Mama to ali pa, ne vem, jaz se zdaj že vidiš, niti ne vem. V glavnem, gre za to, da meni pa je to pomembno, da se kukar tok neke, lahko imaš kul, pa lahko imaš, ne vem, tudi te anglizme, pa ne vem, kaj še vse, da pa teh malih, drobnih slovenskih dragocenosti v jeziku pa le ne pozabiš, ne? To je tudi ena tema, ne? Ti veš, da zdaj recimo slovenski otroci se v angleščini pogovarjajo. Ja, meni je žal, mislim, jaz tega pa res ne razumem. Tukaj pa ne razumem staršev oziroma nikogar ne razumem. Ker če ti pomisliš, da ta mali slovenski narod, 2 milijona, ne, mislim, se je obdržal do zdaj in ima ta slovenski jezik. Pa to je naše čisto bogatstvo. In greš pa ti to je nekaj, kar nas naredi res posebne. Ja. In ti greš zdaj se prodati za tisti kul pa bul pa ne vem kva. Saj jaz tudi uporabljam, ampak zelo malo. Pa ne bi niti, javno pa ne bi, mislim, javno pa ne bi jaz tega več kot toliko, no, mali treba. Ne vem, kaj gre pa meni na živce? Kaj gre pa meni na živce? Vaš svet je, jaz bom slejke prešla, tenke na kavč. Ja, vsak od nas bo šel, ampak nima to vedeti. Veš kaj je fora? Meni gre pa to recimo na živce, meni gre pa slovenski filmi, slovenske serije, kjer govorijo pravilno lepo slovenščino. Ne govorijo. Katere govorijo zdaj, to stalo, to že cel življenje poslušam, da kako mi govorimo, poslušaj, mi moramo govoriti stavke, ki nam jih oni napišejo. Ja, sej ne pravim nič narobe, poslušaj, ti v drami govoriš pravilno slovenščino, ker v drami se govori pravilna slovenščina. Ti pa film, ki naj bi posnemal realnost, ne moreš govoriti pa se tega ne govorijo. Ja. Povej mi en film, kjer je takšen. Pismo nisem že dolgo. Ja, slovenske serije skoraj vse. Govorijo. Ta zadnja, ki je bila na RTV, je bila kar onak, sem na Štajerskem, govoril skoraj. No. Jaz pa mislim, da to, ne vem, to je en predsodek. Nismo zdaj hoteli reči, meni je to, pač to mi je recimo, nekje ta meja med tem pogovornim, totalno slengovskim in tem, kar je, ker pač vprašam, pa skozi zgodovino pogledaš, ne vem, si bomo vzeli cajt, pa lahko pogledamo kakšne izseke iz slovenskih serij ali pa tako, ampak res tisti, ki so, ne vem, kaj, po moje uno, gremo mi po svoje, kaj že tisti, ki je zaradi, tam so malo bolj slengovsko, mislim, tako pogovorno. Mislim, da vsak orang film se zelo s tem ukvarjajo, morate nekaj vedeti, čim je napisano, mislim, to je en predsodek, ki ga jaz poslušam že celo življenje. In odkar sem v tistih filmih, jaz nisem zdaj zadnje čase, ki je dosti v filmih igrala, ampak tisto, kar sem videla, oziroma tako, to je napisano in nekaj se zgodi, ko mi začnemo igrati v filmih, neki artificial, neki moment pride. Jaz sem že včasih razmišljala, da mogoče ton, kako je posnet ton, a veš, da mi imamo zelo slabe tonsko opremo v filmih, ne? To se za zadnje čase spreminja. Ja, to je problematično, ker je zelo povezano z denarjem, zaradi tega, ker moraš biti res dobre mašine, da je tako čist natur, da se, a veš, vsi ti zvoki, ki jih zdaj mi ne slišimo, pa jih človek sliši, možgani jih slišijo, to ustvarja vse vzdušje, ne. Jaz si zelo želim, in vse sem tebi že rekla, Jaka, mi bomo naredili road movie, ne, bomo probali, ne, ampak nekje je treba, noben se verjetno, pa Mojca Fatur bi znala, z njo bi se to bilo dobro, ker ona ima hodi v to šolo, scenarnica, pa tako naprej, pa Slakonja se s tem ukvarjata. Mi se zavedamo tega problema, da zveni umetničeno, malo, izumetničeno. Jaz, ki sem sebe gledal v filmu, sem točno to videl. Mene zanima, zakaj nisem toliko sproščen bil. In ko se gledam sebe kjerkoli, pač vidim, da nisem sproščen. In večinoma je to zaradi tega, ker moram govoriti moji ljudje, moji pa že ne. A veš? In tako je pravilno slovensko in se ne morem, ker to je pač, ne vem. Veš kaj, jaz tudi mislim, zdaj bom rekla nekaj zelo, upam, da me noben zaradi tega, jaz sem gledala, naprimer, svoj prvi film, Praznovanje pomladi, 5. gledati vsi, tam sem jaz mlada, se pravi 19 let, ne, in tam smo morali res tako govoriti, kakor je pisalo v... Tam ful naravno izpade. Ja. Tam ful naravno izpade.
No. Ker smo gledali lani ali predlani, Ja, ja. bili, ne? Naravno To izpade. pa naravno izpade. Torej- Zato verjetno je tako napisano, ne. Se pravi, mene mogoče bo najbolj v serijah mod, ker se mi zdi, da so, sploh jaz vem, ker smo bili mi pod ena streha. Ja, to je bilo skoraj jaz skozi na slovensko govoriti. Skozi, spomniš? In tam je pa totalno fake izgledal. Tam je pa totalno, da pride. Jaz sem gledala zadnjič en odlom, pa ni izgledal fake. Ne, Jaz to mislim, da je tudi malo odvisen od tega, veš kako, če vsebina ni močna, ne? Če ni vsebine, pa mi igralci papir govorimo, ne? In vi to čutite. Če ni, zato so te serije škatljive, ker so, če so narejene na prvo žogo samo za zabavo in tako naprej. In če ni noter vsebine, ti govoriš papir in to vi gledalci čutite. Ne? Ali pa naprimer tudi en igralec, ki ni dober, ki bo imel milijon mašil, daj pa, tako ne vem kaj. Jaz to sama delam, ko ne vem kaj narediti, pol si s tem pomagam, a veš. In sem videla, zdaj ravno, ko imamo Figo, ne? Jaz imam tle 3 stavke, 4, celi igri, ne? Jaz sem pač to delala zato, ker sem rekla, ajde, da greme. Zato, ker je mlad režiser, Luka, pa tako naprej, ne? Škof. In dober tekst je in super. In naprimer, ko sem na eni vaji, sem malo bolj tako z levo roko ti spovedala, tako je priletela k meni tale lektorca, ne? In sem videla, da je bilo malo neroden, a veš, ker zdaj sem pa jaz že v teh letih, ko malo, ko me tako s spoštovanjem, ne, gledajo. Mislim, meni je to, jaz se tega zavedam in jaz sem hvaležna in ganjena, ne. No in je rekla, veš, Zvezdana, tam bi pa mogoče, ne, tako, a veš, daj malo, veš, to, kar piše, povej, ne. In jaz rečem, in jaz samo sebe slišim, a veš, kako straight, a veš, ko imaš res samozavest v sebi, ko te nobena kritika ne zaboli, ker veš, zakaj gre, ne. In rečem, hvala, bom in grem naslednjič na oder in se seveda zberem, ne, in povem fluently, tako kot je treba, ne. In, a veš, seveda, ona je opazila, ne, jaz sem z levo roko delala vajo in sem si pomagala. Ja, no, lej, te papire nimate, ali ne vem, glavnem. A veš, in sodobne nadaljevanke se snemajo še hitreje, ko smo mi snemali pod eno streho. Oni posnamejo v enem dnevu celo, pa veš, koliko je kadrov? Ja, oni res, ne, pa imajo res da več kamer, pa tako naprej, ampak vseeno. In, Škoda, zdaj hitro. ja, to je prehiter, ne, mislim, to ni, pa ne moreš. Ja, Ena epizoda na dan, skoraj, ja. ki smo dobro posebej. Saj oni so Ja, zdaj v enem samo oni mesecu, so res zdaj v enem dobri. mesecu celo sezono posneli. Ja. Pa meni se oni zdijo, kar sem jaz videla v redu. Zato, ker tam tudi kar dosti dober tekst stoji, pa tako naprej. Ampak, a veš, če ti nimaš vsebine, ne, ampak res neke vsebine, ne, ti pol tam sam nekaj glumataš in to se čuti in to vi razumete, kako da mi slabo govorimo, pa da so te besede umetne. Zato, ker ni vsebine, ne. V takem kontekstu si pa zdaj lepo razložila. Ja, ja. Ker si rekla, tam je pa dobro izpade. Ne. Ja, no. In tudi dober igralec, a veš, bo hotel vedno govoriti vsebino, saj veš, ti sam, ne, kako tudi ko smo delali takrat, ti se vprašaš, zakaj moram jaz to reči, ti moraš vedeti, zakaj rečeš, Maj, super zgledaš, pa te grdo gledam, ne, jaz moram to vedeti, zakaj ti tako rečem, ne, ker glih sam, da mu nekaj imel že, da mu nekaj Samo, da se glumili, posname ne, nekaj, ja, ja. ni gluma, ni igra kar tako, ne, ti sam veš, da ne. In ljudje mislijo, da je igra to, da če znaš dobro oponašati ali pa če nekaj sam ti rata vsake toliko časa, to ni, ne. Mislim, tako da zdaj smo tlele en zelo pomemben, to si pa zapomni, ko bova Mojco povabila, bomo točno o tem govorili, no. Bova Mojco tudi povabila, ne. Ja, tako da se lotimo tudi tega, ne. Predvsem pa, da na koncu tudi da se zgodbe, ker slovenska zgodba, naprimer, da so pištole zraven, pa tako, se nam takoj zdi neverjetna, tako, ne, mislim, ja. Ja. Tako da. Evo, midva, zdaj me pa še eno zanima, jaz sem glih kar prebrala eno knjigo, jaz bom imela to oddajo, zdaj v sredo snemam, kjer govori o dvojnosti oziroma polarnosti, dobro, slabo, visoko, nizko in tako naprej. In pride do tega, da v bistvu iz tega vse izpeljuje, naprimer, da pride do, kako človek sam sabo govori v dvojnosti v sebi in v bistvu tam noter je doma želja, ne. Ker je želja tudi del tega dualnega sveta, če ni želje,
ni realizacije. Ne? Kako ti gledaš na to željo? Kaj si imel želje, kakšne si imel želje, kako se želje uresničujejo in tako. Kaj si jaz mislim? Ja. Jaz itak mislim, da si ti en tak novodoben guru lahko en dan. Ne guru, ampak tako da... Tak Russell Brand, mlajši. Jaz ga rada poslušam. Ja, ne, sej faca. Jaz nisem imel nobenih želja. Mislim, velike sem imel želje, ampak nisem imel... Zdaj pet na začetek. Ja, na začetku sem imel velike želje, ampak sem vse mislil, da bo prišlo samo od sebe, brez dela. Ne? Pri meni je pa še ena stvar vmes. Je želja, trud in pol realizacija. Oziroma želja, effort, ne? In pol realizacija. Meni ta srednji del. Effort pove zdaj po slovensko, glede na to, da se Trud. Delo, no? Delo, v glavnem. Zanimivo je, ker veliko stvari sem v življenju imel tako, da sem željo imel in da sem realiziral stvari, ampak tega vmesnega dela, tega truda, ne, ki je pa več, če bi tako narisala, tako je želja, eksekucija, se pravi realizacija, tole je pa delo vmes, ne, ki poveže oboje skupaj. In to je mene v bistvu najbolj matrah, zaradi tega, ker sem velikokrat obupal. Zdaj pa bodi malo bolj konkreten, ker drugače bojo zaspali zraven, ne, mislim. Po moje ljudje, veš, ker če stalno nekaj govorimo, želja, pa to pa ono. Kaj je, naprimer, ti si želel biti... Jaz sem hotel biti igralec, jaz sem vedel, da ko bom prišel na AGRFT, da je to zame, da sem zmagal. Zdaj, če grem na AGRFT, da mi je 1 leto, zato ker sem pač 31 let in živim drugače. Ampak zdaj, če grem na AGRFT, čez 1 leto bom tam. Razumeš? In tako je bilo isto, ko sem bil mlajši. Ampak jaz nisem vedel, da moram dati gimnazijo čez. Ne? Da moram dati to srednjo šolo čez, zato da pridem do tja. In v bistvu, ko sem bil pa na šoli, pa sem pa itak ta teenagers, ne, in tako. Nisi ti dal? Ne, nisem videl sploh cilja več temu, nisem imel pol dovolj močne želje, ne. Ni bilo pol dovolj močne želje, zato da bi to naredil tako. Ja, pol vidiš, da je želja. Niti ne toliko trud. Močna želja, mora biti tako močna želja, da se ti tisti trud, pa tisto vmes čist nič hudega ne zdi, oziroma narediš takole. Ja, zdaj je pa tako. Zdaj pa je tako. Zdaj imam pa cilje, dolgoročne, kratkoročne, delam pa vsak dan delo to, ki je bilo včasih mi težko delati. Stvar, ki ne vidim pointa v temu, zakaj delam razen zaradi denarja, ki mi je težko in tako naprej. Imam pa dolgoročno, se pravi, ko oddelam ta del, pa grem domov, pa delam še drug del. Pa ti ni težko, ne? Pa mi ni težko. Niti malo mi ni težko. Kaj pa ti je bilo? Nič od tega. Zakaj ti je bilo pa taka tako? Jaz bi to še danes rada vedela. Puberteta je bila, ne? Puberteta, to je težka stvar. Nekaj smo že pri tem, pa da se še malo naveže na ono prvo temo, ko sem imela, ne? Puberteta in starši, kako se obnašate s svojimi otroci. Jaz veš, da sem vedno bil dober z otroci. Tudi ti otroci, ki pridejo tlele ven, pa so z mano, pridejo ven, pa so z mano, pa ni enega problema s fantkom. Se spomniš, kako je fant razlagal, da je bajto za kuro, pa ne vem kaj. Tle je bil pa priden. Jaz vaš čas pravim, da bi ti moral z otroci delati. Ja, ampak sem pa probal povedati kakšnim staršem, ker pač rečejo, maj pomagaj, mi pišejo in jaz seveda odpišem, ampak vem, kakšni so starši in mi sprve rečem, lej, če ga bom jaz kakorkoli sprejel, pa ne moram več temu učenju, pa to je sprejemanje. Veš, otroci ful želijo, da jih sprejemaš, da jih poslušaš, kako je z mojo malo, če mi poveš, da ima odgovornost, pa da je slišana, to gradi samozavest, tako zdravo, dobro samozavest, ker pa ne iščeš kot otrok potrditve pri drugih stvarih. Jaz sem iskal potrditve pri frajerjih in sem hodil biti frajer. In to imajo zdaj otroci, to s fanti, recimo, teenage fanti lahko dobro delam, zaradi tega, ker točno vem, kako je tam. No, ampak starši niso. Starši pa, polk jim enkrat poveš, kao bom imel tabor tle gor. Bomo pripeljali. Sem rekel, če ga ste pripeljali sam, ni klica mami, potrebno grem domov. Ni, če si zelo mnogo, greš v bolnico, greš dan, ampak ni jokanja, nisem dobil za jesti tega, kar sem hotel in tako naprej. Tle se pa starši mrknejo. Mrknejo, ko jim poveš ti realno, kaj je potrebno za to, da otrok, se pravi, rajmaš to, da ti otrok teži vsak dan, da te tepe, da ti meče, da ti razbija stvari. Kako te tepe otrok, se pa te ne more, valjda, mislim, to pa ne razumem, to pa ni ziher res, da bi kdo, mene odraslo, bo kdo tepel, pa ste nori, ali kaj? So taki zdaj.
Koga tepe? Otroci so taki, jaz sem poslušal to zgodbo, jaz sem slišal zgodbo od moje dobre prijateljice, da njen mlajši brat je star 12 let, ima doma Xbox ali nekaj takega in je rekel svoji lastni mami ne enkrat, da če mu ne nakaže 30 € PaySafe, da se bo ubal. Ja. Da se bo ubal. Ja. In jaz, ko zdaj vidim, kakšni so mulci, so ljudje pripravljeni, so otroci zmožni tega narediti. Ker nima v life, ne vem zakaj, ampak ja, otroci so pripravljeni se fintati, če ne dobijo tega, kar hoče dobiti. Ja. Ne? Sam tukaj smo starši krivi, to pa je to. Ja, ne se ti pravim, ampak zdaj nisem gospe rekel, gospa je tudi moja prijateljica, da zelo jo imam rad. In moram reči, da tega pripelje k meni gor, tlele, ampak veš, se ti pravim, tle pa pol starši mrknejo. To, da bi pa slučajno otrok, da bi jokal, pa da ne bi mogel mami poklicati. Pa nisi dobra mama, če mu nisi na voljo, razumeš? To se morate zavedati, če kdorkoli posluša, ki je starš, sploh ni res. Če otrok se joka in s tebe ne more javiti in povedati, mami, jokam zaradi tega in tega, je to ena izmed redkih situacij, kjer otrok se lahko nauči sam svoje probleme rešiti. Ja. Mislim, mora biti dovolj star, ne? To ne more biti 3 leta star, ne? Ali pa 4, ne? Ampak v bistvu Pa vseeno varnem okolju mora biti. Se pravi, da če ga boš ti tlele z njim delal, pa tako naprej in bo hotel, pa bomo jokal, pa tako, pa bo star naprimer 8 let, ga boš ti znal potolažiti in on mora to znati shendlati. Se pravi, da bo počakal en dan, da bo mamo lahko slišal, medtem boš pa ti njemu tukaj. Se to ni fora v temu je, da otroku je treba to tako predstaviti. Ti lahko, če bo scena, še zmeraj bom tebi poklical. Ampak otrok mora pa videti, da ni avta, da ni tam izhoda, kjer je vidi mamico lahko kadarkoli. Jaz poznam fanta, ki je zelo pameten, pogumen, izjemen, pa je šel kaj na uno preživetje, pa je šel po 3 dneh domov, ker ni zdržal. Pa nikoli v življenju ne bi rekel, da on ne bo zdržal tega. Ja, no, mislim tako, da jaz sem prav srečna, da nisem več mama, mislim, da nisem več mama v tem smislu, res, ker jaz z vami teh problema nisem imela, mi smo plazali. Mi smo veseli, če smo šli na tabor. Ja. Zato, ker je bilo bolj na jeziku, kot vikend naselnikov, veš. Ker bo treba delati, pa čeprav ti si tudi, kaj pa si ti tlele, ki si bil, koliko si bil star, 4-5 let, 7, ki sta vzela sekire s prijateljem, pa sta šla podirati. Ja ne, mi sem za hit drevo, tam sva ga rezala s sekirami 8 let, 7 let stara, veš, da ne bi mogla stari. Pa jih pa toliko časa ni bilo domov, da jim drevo skoraj pada dol, ne. Se smo bili pri sosedih, se smo bili čist blizu. Ja, vem, ja, to je bilo že dolgo nazaj. Ja, veš, ko si mlad, star, zato jaz tudi pravim, da je fino, da če so starši mladi, veš, samo zaradi ene stvari, ne. Malo bolj smo frehki, ko si mlad, ne, nisi tako zelo, ne veš, kaj se bi še vse lahko tvojemu otroku zgodilo, ne. In mu hkrati zaradi tega nudiš več izkušenj, ne, a veš, ker se ne tako bojiš, ne veš, da bi glih drevo laga ubila, veš, ker te 3 ure nav, ne, ali pa kaj tacga, ne. Ja, samo veš, da sem jaz gledam zdaj, ko imam to malo, gledam, da sem jaz malo bolj prestrašen starš, kot ste bili recimo vi z nami, ne. Jaz marsikateri od stvari, ki ste vi meni pustili gladko, jaz nikoli ne bom pozabil, ko smo bili na Mangartu gor, kako sem jaz po robu unga prepada hodil, gladko, prevale, delo zafora, ne. Jaz tam mali, ne vem, če bi se upal, da gre to delati, veš. Zdaj si še jaz več ne upam hoditi tam, ne. Ampak takih situacij, kar je nepar nekaj, sploh ne vidim. A veš, to je zaupanje, ne? To je, ne vem, ko si mlad starš, nekako zaupaš in če ti ves čas misliš, da se v nekaj zgodilo, to je ta življenjska filozofija, če ti ves čas vidiš strahove, bojo strahovi prišli, če ti vidiš ves čas grdo, bo grdo prišlo, če ti vidiš ves čas na koncu tunela še eno temo, bo tema, ne? Jaz pa sem se ni sanjal, da bi se lahko kaj komu naredil. Pa je neparkrat se spomnim, ravno tle, ko smo gor hodili se spomniš, ko smo hodili po dežju, pa na tiste smreke, veš, ki so padle, pa tako ven štrli, pa je najstarejši moj Jan, ne, padel, škornički, kar plazil po tistem. Po enem pa padlo drevo je bilo staro. Ja, in so vejice, veš, tiska veja se že zgnija in se odlomi, še zmeraj toliko mehko ostane na koncu pa deblo, ne. In je on hodil gor in je padel in se je direkt tlele takole. Ampak mim. Mim. To, ki je šlo mim. Jaz, ko sem tisti videla, kako je padel, pa ko sem tisti videla, kako je tisti bilo,
sem jaz šele dojela, kaj bi se lahko zgodilo. Ker on bi lahko, razumeš, kaj bi se vse lahko zgodilo. Ne? Ampak se ni, ne, se ni. Zdaj pa jaz ne vem, ali je to sreča, ampak verjetno je malo tudi tega, da v bistvu moraš biti sproščen tudi pri vzgoji. Ali pa zadnjič tisti škandal, ki je otroka, ona je bila oblečena v plašč, otroka je pa v pletnicah okrog po cesti na sprehod peljala. Kaj pa misliš o tem? Pardon izrazom, pa fuknem, da to pa ne moreš, mislim. To če, ne vem, se je bilo mrzlo ful. Ja. Kaj ti misliš o tem? Ti misliš, da je to normalno? Ne, jaz mislim, da to ni. Mislim, da jaz sem vas vedno oblekla tako, kot sem sebe. No? Mogoče celo malo manj, ki ste vi vaš čas letali. Kaj ti zašvicaš, ne, mislim, kot otrok, Drugač pa, mislim, da bi jaz šla v knjigo brati, kako ne otroka oblečen, to pa res ne, ne? Ja, ne, se ne vem, kaj je bil pa njen izgovor, da je on ful vroč. To so zdaj neka združenja staršev. A veš, ljudje jaz nisem več, vzgubljeni v tem smislu, ne, kaj pa kako delati z otrokom, ne vem, kje je pač pisal, ne vem, verjetno, da lahko gre otrok tudi v mrzlem ven, ne. Kontra temu, da ga je preveč oblečen, ne, ali kaj? Kaj je rekla? Meni se je rekla, da daj pogledaj, če se ti da pogledati, ki je ziher članek, kaj še na temo. O temu, ki je una ženska, veš, otroka v plenici sam ven peljala. A si nisi videl to? Ne se spomniš, to je bil en tak škandal. 2-3 tedne nazaj je bilo zunaj ful mrzlo, ona se je plašč oblekla otroka, je pa bosga v plenici ven, tam malo je že hodil, ne. Ja, in to po mestu, ona je rekla nekaj, da je otroku bilo vroče in da mu je skozi vroče in da se je zdelo, da ga ni rab toliko obleči. Nekaj na to sceno, da je super permisivno oziroma super otrok. Super permisivno, ja. To, ja. Daj povej, zakaj je rekla. Jaz sem tudi pozabila, Ampak kako da otroček bo vedel, kaj je dobro za njega? Gre za sočutno vzgojo. Sočutno, ja. Jaz sem pa brala tam, tele sočutno, poglej, kaj je to sočutno staršev. To je v bistvu eno združenje, kjer pač hočejo čim boljš, se pravi, kaj je za otroka najboljš, ne. Verjetno je ona malo napačno razumela, ker jaz ne vem, da bi kjerkoli pisal kaj tacga, da ga lahko daš sredi zime golega ven, ne. Ne vem, mislim, to je v bistvu kaže samo na to, kako smo vzgubljeni, ker to je zdaj kontra tistemu, ki preveč obleči otroka za pozimi ven, ne. V bistvu smo izgubili, tako kot sem prej pravila mame, tisti osnovni občutek. Nagon, a veš, ker materinstvo je kljub vsemu nagon, ne. Starševstvo, ne. Do tistih prvih par let, ne, kjer ti moraš otroka res... Starševstvo je tak nagon, da tudi če si ti kot človek faljen, pa slediš nagonu, se otrok razvija. Boš poskrbel za svojega otroka. Pa se otrok kako razvija, a veš, jaz sem bil izgubljen, jaz zase nisem vedel, kdo sem, ampak ko sem nagonsko sem to malo, res, pa sorry, pač toliko se važam, ampak tam ne vem. Meni je carica, meni je kot človek, stari 9 let, pa je človek že svoj, razumeš, ni unovči se, tako kot smo bili na koncu brkane prijatelji, ne. Hitro se je zgodil ta preskok, ko ni bilo več formalno, ne. Ne, če pa kaj, smo vas samostojne zelo hitro. To pa ja. Ja, ampak to, kar sem prej govorila, veš, če ti otroka ne spraviš situacijo, ko bo mogel sam reševati sebe, ko bo prišel do realnega življenja, spet, ne, je bila tako vzgoja, da jaz, ko sem prišel do realnega življenja, sem začel bluziti, ampak sem se znašel, delam od nikdaj. Sem delal neumnosti, ampak tako, ne, veš. Preživel si, ne. Ko je prišlo do situacije, ko je bilo treba se odločiti, sem se odločil, ne. Če pa otrok se navaja jokati, pa ne reševati se v posedu, pa joko, ne. No, jaz se si zanimam, ne vem, kako za kakšnega uspešnega starša, ne. Ampak sem pa se potrudila, oziroma nekaj pa je, zaupala, mogoče sem vam preveč zaupala. Kaj pa je uspešen starš? Ja, to pa ti, na primer, povej, zdaj si ti aktiven starš, jaz sem zdaj že starš odraslim ljudem. Jaz sem starš punčki, jaz te drugače, ti si bila 3 fantom, stara mama, ne. Ja, jaz imam v bistvu lepe, na nek način poskušam imeti lepe odnose z vami, tako. To itak ne, ampak kaj pomeni uspešen starš? Meni se zdi, da si uspešen starš, mislim. Ja, jaz sem se dolgo časa mislila, glede na to, da nimate nekih šol, pa ne vem česa, ne, da nisem v tle uspešen starš. Tudi vaša dela so bila dosti škatljiva včasih, ne, tudi tu nisem imela za uspešnega človeka, mislim starša.
Imam se pa za uspešno mamo v bistvu, ko pa pogledam, kako vi srčno reagirate in koliko imate ljudi radi. Ne? In vsi trije moje fantje ste ful občutljivi na človeško krivico in ful znate ljudem pomagati. To pa evo, tu pa sem uspešen starš. Ne? Mislim, da je to tudi kar pomembno. Ja. Jaz bom uspešen starš, ker bom videl, da moja hči ni, recimo, kar se zdaj ful vidim pri ženskah in kar me moti, je to, da so površinske postale, da bo znala svojo vrednost imeti, ne? Da bo vedela, koliko je vredna, da se ne bo, to bi se skoraj najbolj pomembna stvar, no? Da bo vedela, koliko je vredna, da se bo znala znajti v življenju in to je bolj moška stvar, da se bo znala braniti. Evo, zdaj pa bova midva za konec, da ne bova več predolga. Koliko smo dolgi? 1 uro, ne? Zdaj si mi pa dal lepo iztočnico, pa ti lahko še mene tudi kaj vprašaš in to je to, naprimer, moško-žensko vprašanje. Ne? To me zanima, kako ti doživljaš ženske in kaj misliš o ženskah nasploh in kako doživljaš današnjo žensko, mlado žensko in kje ste tukaj moški? Kakšno vprašanje, kako ženski vidim. To sem že parkrat govoril, mene ste vzgajali ženske, sem se družil s tabo, s tvojimi kolegicami od nekdaj. Jaz nisem imel, sploh ko sem bil mlajši, spomniš, ko sem bil smehak. Jaz sem bil čist deklicast, tak fantek sem bil, nisem se ful z moškimi družil, sem se to pol kasneje. Tako da meni se zdijo ženske najbolj pomembne pri vzgoji otrok, recimo, ko so že pri temu bila, da rečeva tako, ne. Se mi zdite ženske ful pomembne, zato ker od vas se učimo bolj te empatije, ker moški smo še zmeraj zadrgnjeni, ne, moški so še zmeraj tak biti, moški so še zmeraj vodila oziroma smernice to, kako biti moški, so še zmeraj zelo grobe. Mi se pogovarjamo tle v naši Sloveniji, fucking oazi, mi ne živimo tle v realnem svetu, mi živimo neki vrste tehle na pol raju, kaj že med v vicah, a veš? Kaj je danes moški? Kaj pa se pravi, to moški, definicija moškega so še zmeraj, da si močan, ženskar, definitivno. Da imaš veliko žensk. Da imaš veliko žensk, to je definitivno še zmeraj en stvar, ki se v bistvu samo še bolj promovira, kakor prej. Denar je, če si strti, jaz zdaj gledam, jaz sem 31 let. Po 31 letih, veš, po čemu mene sodijo ljudje, ko me vidijo? Po temu, koliko sem naredil za življenje. Denarja, ne? Ja. To se pravi, moški je seks, denar. Pa brez občutkov, ne emocionalen, ali kako bi rekel. Ja, da ne zna pokazati občutkov. Da ne zna pokazati občutkov, razen takrat, ko jih more pokazati. Ker itak je na koncu ta kombinacija z ženskami zdaj. Ženske so pa tudi živijo v sanjskem svetu. Tudi to sem gledal, ker moški recimo mora imeti denar. Ženska zdaj res ne rabi, zdaj, v tem cajtu, ženska ne rabi nič drugega, kakor da dobro izgleda. Pa je lahko najbolj bogat človek na svetu. Ženske ne rabijo, zdaj, sem en YouTube, ko bomo delali to bolj res, bomo tudi takšne YouTube dol spodaj preklopali te posnetke in to. Ampak ženska ne rabi, ženska dobro izgleda in to je to. Ženska gre ven in dobro izgleda in bo imela za jesti, za piti, za obleči, vse, kar hoče. Ne? In tudi to je zdaj promovirano, ko gledaš zdaj s temi raznimi YouTubi in influencerji in to. Zdaj ne rabi ženska, kaj rabi ženska? Ali pa tako, da rečem drugače. Velika večina žensk ima možnost pogledati na Instagram in videti, kako ena mladična, gospodična, tam v bikiniju, drit ven, vse. Tako, ona ima 60 milijonov, koliko kaj sem, 60 milijonov sledilcev ali pa 3 milijone sledilcev in ona od tega živi super. Bahami, Abu Dhabi in kaj vse. In kot sem pa že na začetku, ko sem začela pogovor, ta easy money oziroma easy življenje, ne. Pa že krog, ja. Pa smo na krogu, ne. A veš, kaj so ženske zdaj, jaz se bojim. Pa kdo jih gledajo? A ti misliš, da to samo moški gledajo te njene slike? Ne, ženske tudi, ne? Ja, se pravi, ženske gledajo, pa si želijo to, ne. A veš? Plus to, da, se to pravim, jaz varno, zato jaz, ko moja hči gledam, kaj si želim, ne. A veš, tudi jaz, ko sem začel te stvari dojemati, tako sem začel malo drugačen svet gledati, ne. In se nekaj zadoti meni lepo, mi všeč, če ima ena lepo rit in tako, ne. Sem se prav začel malo umikati od tega, zaradi tega, da ne, ker če imaš take stvari skozi v glavi, če skozi gledaš popolnost,
potem v bistvu nihče, ki ne vidiš na cesti nekoga, ki je res lep. Ne? Lahko grem tebi najlepša oseba na svetu, pa ti ne boš videl, ker tebi se bo zdelo to. In se mi zdi, da punce predvsem so izpostavljene temu, da gledajo Pravljice, ne? Pravljice, Jaz imam občutek, da če smo mi To se je hotele dobro. pravljice živeti v svojih življenjih, ne, sem mislila, da bojo vse naše hčerke vedele, da pravljica ni pravzaprav, da je res, to Milivojević pravi, ne, da so pravljice naredile veliko škodo v dojemanju ljubezni. Ne. Zdaj pa vidim, da ne, da je to pravzaprav še bolj zaradi tega, ker zdaj, če prej nismo mogli nič blefirati, smo imeli veliko rad ali pa nismo imeli, ne? Smo imeli tam majhna usta ali pa nismo imeli, pač usta smo imeli, kakršna smo imeli. Zdaj pa tukaj, na primer, vidim, vse so, mislim, one si jih, ljudje si prav narišejo, oziroma zdaj so tele stvari gor, ki lahko ti celo fotografijo sebe popraviš in jaz, na primer, sem videla to, pa tudi pri starejših. Jaz si počakaj, kdaj izbrišem. Ne, ženske si celo pas zožijo in ne vem, jaz sem to videla, ker ena moja prijateljica to delala in sem rekla, jaz se nič ne bojiš, da bom še en dan morala iti na cesto, se to nisi ti. Ja, nasploh so Kaj bi pravljice. pa ti pol rekli, kdo si ti, ali kaj? Ja, ne, pravljice se meni zdi dobra stvar. Ne. Jaz sem bil vedno pravljičar in jaz zdaj pravljico probam živeti, probam biti dober, uspešen, mislim, tako dober človek in tako, ne. A veš? Ja, ampak pravljice so za otroke, pravljice so za to, da te naučijo, kaj je prav in kaj ni prav, to je infantilno. Doživljati, mislim, to odpeljati v odraslo življenje ne moreš, mislim, ti moraš en dan odrasti. Pravljice so zelo dobre, ker ti svoji hčerki skozi pravljice sporočaš, to je dobro, to je slabo. Ko pa greš ti, odraščaš, pa ti ne moreš pravljice živeti, vse tebi, na primer, jaz sem zdaj videla tudi, namreč to te hočem spraševati, ko ste v parih, ne, kako bo danes v 21. stoletju punca lahko zahtevala od fanta, da je idealen? Mislim, danes imamo pa toliko informacij, da vemo, da ni idealnih ljudi. Ali kaj je to? Ne, mislim, meni tak, jaz vsem sem bolj tak človek, da jaz ne verjamem, čeprav vem, da name je to zelo vplivalo, da sem probal dosegati ideale od nekoga drugega, ampak jaz še zmeraj verjamem v to, da če da imaš nekoga rad, da ti je do nekoga mar, sploh ne iščeš v njemu ideala. Ne? A veš, ker to je simbioza, se mi zdi, partnerstvo je simbioza, kjer ti v bistvu sprejmeš tudi stvari, ki ti niso všeč pri nekomu, jih sprejmeš, zato ker je človek popolnosti v nepopolnosti, ne? A veš, lepota je res v nepopolnosti, tako da jaz tega se pravi ne vidim, kako bi lahko nekdo sploh dosegel moj ideal. Kako sploh misliš, da lahko nekdo doseže moj ideal? Ja, veš, če je v tebi želja tako močna. Se je moj ideal vsak dan drugačen. Ja. A ne? Ja. Se moj ideal vsak dan drugačen. A se tebi zdi, da ženske tekmujejo z moškimi? Ja. Kako misliš? No, v bistvu tako mi povedo, kako misliš? Ja, kako? Mislim, tako. Generalno moški in ženske, ja. Se pravi, kot moški smo tle ženske, ja, definitivno tekmujete. Tekmujemo? Ja. Zdaj ti bom povedala eno stvar. Ti poznaš Amelijo Earhart, jaz sem igrala. To je prva letalka, ki je obletela svet in je pol na koncu padla z letalom v Tihem oceanu. In se spomniš enega odlomka, kjer ona, na primer, kandidira za to, da bi lahko sploh letela čez Atlantik. Kako so z njo grdo delali, so rekli, kakšna si, mislim, si pripravljena se odpovedati honorarju, od tožbi, če se bo kaj zgodil, lahko si srečna, ne boš pilotirala, sedela boš v trupu letala in boš le priča preletom, ampak vse to je za žensko dovolj. A se ti zdi, da je Amelija takrat tekmovala z moškimi, ali si je ona sam želela leteti? Podzavestno zagotovo tekmovala z moškimi. Jaz pa mislim, da ne. Tekmovala s tem, da bi bila mogoče enakopravna. Ja, ne, v bistvu je ona si je želela leteti. Moški so pač že lahko leteli, ona pa si je želela leteti. To je bilo ful dolg časa. Leta 1920, ja, 28. Ja, stoletje nazaj. Zdaj se mi pa zdi, da zdaj pa je tekmovanje zaradi vse te emancipacije, zaradi kako se reče, neenakomerne kao plač, to, kar imajo v Ameriki. Snema, to v Sloveniji je tudi tako. Da so ženske za isti biznis, so manj plačane. Mal manj, mislim, tako zelo, razlika je majhna, ampak še vedno je. Zihar? Ja, ti lahko povem pri honorarjih. To moram pogledati, ker me prav zanima, ker
Ja, equality of pay. Ne. Ja, Tako da, razumem, glavni pač moški igralec v filmu bo dobil več, sigurno, kot ženska igralka. Nehej, no. Ja. Res? Ja. No, to meni nikoli ne. Ampak se ni bila to tema je bila tekmovanje. Meni se zdi, da ja, tako ti bom rekel, moški smo itak po naravi tekmovalni, tako da moški z moškimi tekmujemo že od pameti veka. Ženske se pa zdaj učite, se mi zdi, no, da je zdaj prišel ta čas, ko tekmujete, kdo bo boljši. Kaj tekmujemo? Jaz nisem nikoli Ja, se tekmovala. ne ti, ampak nasplošno poglej, Pa mi povej konkretno, koliko kje? teh feminističnih movementov je zdaj, poglej, kako recimo, Le, zdaj o ti bom feminizmu- sam primer ti bom dal. Kjer ga so že hoteli, čakaj malo, Batman, kdo ki je bil, ali pa tako ti rečem, He-Man, sive lubanje silom, ja ima moč. Ne? Ja. On je zdaj, ko so na novo posneli, je He-Man postal v bistvu en lulek, stranski v svojem lastnem šovu. Glavni vlogo, najbolj zajebanega borca in vse to je pa zdaj ženska. Ja, in kaj je s tem narobe? Kaj je to drugega kot tekmovanje, da greš nekaj, kar se imenuje He-Man, se pravi dveh besed, ki moškega najbolj opišete. Kako je lahko v He-Manu ona, recimo zdaj njej... Ja, pa kaj je to narobe? Ja. Zakaj ne greš pa napisati, narediti novega, ja, nove risanke, She-Woman? Ja. God fucking damn it, pizda. In tako jih je milijon. Star Wars, si gledal Star Wars? Star Wars, poglej, kako dobro zgodbo so imeli vsi liki v osnovni trilogiji Star Warsa v 70-ih. Koliko je mogel Luke, koliko je bil na začetku, v bistvu, koliko je imel napak, koliko je mogel se boriti s svojim egom, kako mu je Yoda mojster rekel, ne id tega narediti, in on je šel to narediti in je, pardon izrazil, po pički dobil. Ne? Pogledaš zdaj ta nov Star Wars. Ona zve v enem trenutku zve, da zna uporabljati silo, v drugem trenutku je najjača na svetu, najjača v vesolju. Razumeš? Temu se reče Mary Sue. Se pravi, ona nima nobenega zares izziva nima, da bi prišla, nobenega character arka nima, zato da bi prišla, zakaj mora. Ona zaradi tega, ker je ženska, to je njej dost borba. Razumeš? In zato se mi zdi, da tekmujete. Seveda ima, kot sem jaz videla, Kaj ima? ima. Se mora tudi za svojega brata boriti, pa to, kjer... Kakšnega brata? Nima brata ona. Star Warsi. Rej pa nima brata. No, Ne, jaz ti povem, jaz se bom Ja, pripravila, ja, pripravi se. se bom pripravila. gremo. In ti Gremo. pripeljala bom tudi v ta podcast bom pripeljala Feministko, kakšno ne. feministko, No, daj. ker jaz sem feministka, Maj. Sam veš, kaj ti bom povedal. Dej sam čakaj, zdaj ti bom pogledal, ti, ker imam govor, jaz ti bom povedal, kaj je definicija feminizma. Ne, jaz... A si videl drugače? Le, Dave poslušaj, Chappelle. moja definicija feministke je, da se borim za ženske, se pravi, za to, da ženske med sabo sodelujemo in da je lahko ženska. Ok. Moj feminizem nima nobene zveze z moškostjo, Ok. z moškimi. Definicija feminizma. Feminism, at its core, feminism is the belief in full social, economic and political equality for women. Feminism largely arose in response to Western traditions, bla, bla, bla. Ampak v osnovi feminizem je the belief in full social, Povej po economic, slovensko, no, še. se pravi, za enakovrednost žensk z moškimi. V tem primeru sem tudi jaz feminist. Ja, no. V primeru, ko pa Kaj? kot sem ti povedal pa prej, pa zdaj nisem He-Man, nisem to. Veliko stvari se zdaj spreminja v neko borbo za pravice žensk, ki pač kamor ne spadajo, razumeš, te borbe. Kako naj ti povem? No, to je zdaj brez argumenta, pa tudi jaz ga zdaj nimam, ne vem kakega, ker čisto dobro ne razumem, ampak na to se bomo orang pripravili. Ja, se bomo, no, zato, ker bi meni se rada zdi, enkrat temu- da gre predaleč z vsemi temi stvarmi. No. To je tako, kot te zdaj ljudje, ki imajo, ne, se ne bomo šli naprej. ampak- Ne bomo šli naprej. Ne bomo šli, Ja. ker mi imamo cajt. Ja, Nimamo tako da, cajta. evo, kaj pa ti misliš, a se borimo, ti, ki si še mlajši, ženske in moški med sabo, kako ti doživljaš? A je borba ali doživljaš? Maj je kar dobro opisal. Malo je. Recimo zdaj primere James Bond tudi. To sem iskal. No. Hvala, tega sem Jaz ga iskal. nisem videla, no. Ne, sej pa je boljš, kot je, mislim, da je kar ni to, kot je zgledal na recimo. Ja, na, na trailerju ja, boš prikazal. ja, ampak, škaj fura, ženske so zdaj prikazane kot vse mogočne, moški
karakteri, sploh karakteriziram zaradi filmov, ker filmi so velik del našega sveta. Odkavajo neko stanje. Ne, veš kaj, po mojem filmi malo pušajo to, malo porivajo to vprašanje naprej, zato da bi prišlo do te izenačitve. A se vam ne zdi? Ne naredijo to, kot je Maj rekel, z novim likom v filmu, ne uničati neke stare franšize. Sam za to. Franšiza, James Bond on je bil moški, on je bil pojem, ne, lej, še vidiš še tem, pa jih je poriti udaril na filmu, pa tako, ne, ženske, dej ljubica, bejš, ne, a veš, ampak zakaj bi pa zdaj James Bond bil pač ženska, ne štekam, ne. Kupite planer življenja, planer življenja, mislim, če boste, mi bomo tudi, ko bomo objavili, bomo dali nagradno vprašanje. Če nimate plana v življenju. Če nimate plana, evo. Plan za življenje. Ja, to bomo dali nagradno vprašanje in ga tudi podelili, 2, ker začela sva, ne vem, če vam je všeč, v glavnem tukaj, navrgla sva veliko, kako bi rekla, veliko vab, ki jih misliva midva raziskovati, tako da bova te teme razširila, da bova imela dobre sogovornike. To je smisel na koncu koncev vsega tega, da se pogovarjamo, da se tudi nekaj naučimo. Jaz se zelo rada poslušam, tudi če se ne strinjam, je meni to užitek. Polarnosti, se pravi za in proti, ko se znaš, pa dobri argumenti in ko se imaš rad in se ne zameriš, to je meni najbolj všeč in hvala ti, Maj, da se lahko tudi s tabo to učim in hvala vam vsem, se vidimo.